Evo, ves čas samo napovedujemo, danes pa je tule za mano čisto pravi električni avtomobil. Sem za vsak slučaj vzel s sabo še eno baterijo, če slučajno tele zmanjka. Peugeot Ion je v bistvu prvi 100% električni avtomobil, ki se dejansko pri nas prodaja in ki je na uradnem ceniku uvoznika. In naj vas kar takoj šokiram. Tole malo čudo stane 35.640 evrov plus 430 evrov kovinska barva. Pustite polemike, je vreden, ni vreden. Gre za enega od pionirjev nove tehnologije in načinov vožnje. Well, the expectation is not a question of big volumes. It's much more a question of awareness of Slovene people that electric car is not only in the future for the 10 coming years, it is right now. So this great car is available in Slovenia, and step by step people will hear about that, will feel interested in it, and I think that a few Slovene people will already buy it. Well, in 10 years we are not expecting that huge market share of the market for such a car. In 2020, for example, we are expecting 4 or 5% of the market to be made by full 100% electric car, which is already a big breakthrough, coming from 0% today to 5% in a few years. Z Ionom boste zato morali zelo pametno načrtovati svojo pot, ker enostavno ne morete ustaviti avtomobila na bencinski črpalki in napolniti tanka za gorivo, ker ga pač nima. Zato se pospešeno gradijo nove polnilne postaje, kar nekaj pa jih že imamo. Seveda, če imate prazen parkirni prostor. V Ljubljani je recimo Elektro Ljubljana postavil 6 polnilnih postaj. Ena je na Vrhniki, nekaj jih je v Kranju, Celju, Ajdovščini in Piranu, do konca leta pa je energija v prestolnici na voljo brezplačno. Opa! In pravijo, da je ta elektrika, ki se pretaka v mojega Iona, pridobljena izključno iz obnovljivih virov. Zanimivo. No, pojavljajo se pa tudi čisto novi izzivi. Ko sem slišal, pomeni, da bo vsak naš avtomobil električen v prihodnosti predstavljal nek hranilnik energije. To je končni cilj. Recimo, če bi dosegli veliko število električnih vozil v uporabi, govorimo 10, 20 ali več procentov z vsega celotnega števila vozil, ki jih danes uporabljamo, potem bi lahko z ustrezno informacijsko povezavo med temi vozili oziroma vozili, ki so v danem trenutku priključena na omrežje, dejansko lahko zagotovili v sistemu relativno velik hranilnik električne energije. Ja, še ena polnilna postaja je tu pri fakulteti za elektrotehniko, ampak je parkirno mesto, kot vidite, zasedeno. No ja, za razmah takšnih vozil bo v prvi vrsti morala poskrbeti država in z njo zainteresirana podjetja, ki pa jih tudi v Sloveniji sploh ni malo. Je pa zadeva zelo zanimiva za vse. Tudi za ljubljanskega župana, ki si ga sicer zelo težko predstavljamo v takšnem majhnem Ionu, ampak nikoli ne veste. Gospod Janko, kdaj pričakujete, da se bomo s takšnimi avtomobili vozili po Ljubljani? No, začetek bo že letos, ampak če govorimo o masovni vožnji, jaz pa sem potrebno 70 let, ampak to je budućnost. Pravite, da boste potem spet center odprli za takšne vozila? Ne, center bo stal zaprt, ne gre za vozila samo zaradi ogljikovega dioksida, ampak gre tudi preprosto zato, da je to ena sprehajalna pot, kjer se lahko otroci, starejši mirno gibljajo, brez da jih je strah, da jim kdo propelje za hrbtom. Center mesta ostane samo pešcona. Sicer pa bi se vi vozili na elektriko? Ja, bi se vozil na elektriko. Ja, Ljubljanska univerza bo pol leta preizkušala Iona v njegovem naravnem okolju. Rektor pa je pri napovedih razmaha takšnih avtomobilov vseeno previden. Zakaj mislite, da serijska proizvodnja električnih avtomobilov še ni pripravljena? No, jaz mislim, da bi bila serijska proizvodnja možna. Že v tem trenutku je pa seveda odprtih še vedno veliko število vprašanj. In glavni sta dve vprašanji, to je cena, sama proizvodna cena in druga uporabnost. Obe sta v tem trenutku predstavljata težavo, cena je previsoka, avtonomija avtomobila, to pomeni doseg z enim polnjenjem pa prekratek. Ja, že poln. Vse skupaj bo izjemen izziv za vse, ki so vpleteni v električno zgodbo v Sloveniji. Določene rešitve pa se že preizkušajo, tudi pri nas. Kje vidite vir električne energije v prihodnosti? Ja, kot poznamo zdaj, so zelo aktualni litij-ionski akumulatorji, medtem ko glede problematike obstoja oziroma količine snovi litija v naravi, bi bilo dobro razmisliti tudi o uporabi recimo primarnih virov energije, predvsem tukaj mislim na cink, ki je v naravi zelo zastopen in cenovno zelo ugoden.
In vi se boste morali navaditi po noči napolniti svoj avtomobil, sicer boste imeli težave zjutraj, ko boste želeli v službo. Na domačem 220-voltnem omrežju potrebuje 6 ur, da se napolni. Pravijo, da 90% ljudi na dan prevozi manj kot 60 km. In res, če živite nekje na obrobju mesta ali recimo na Vrhniki, v Grosuplju, ne bo težav. Recimo 2-krat na leto, ko boste želeli na dopust, se boste morali nekje sposoditi avtomobil z večjim dosegom. Jon po podatkih tovarne s polnimi baterijami naredi okoli 150 km. Seveda pa je ta številka v praksi bistveno manjša, saj pogoji nikoli niso idealni. Na testu sem z njim brez vključene klimatske naprave ali gretja prevozil blizu 100 km. Poleti ali po zimi pa bi se številka verjetno zmanjšala na kakšnih 70-80. Še vedno dovolj za mesto in še vedno zelo ugodno. Me je pa vseeno zanimalo, kaj se zgodi, če naenkrat zmanjka baterij. Boštjan, pred telefonom, prosim. Dobar dan, Matej pri telefonu. Prosim. Za novo Peugeot asistenco. Ja, kaj povete? Porabil bi vašo pomoč. Ustavil se je Peugeot Jon. Se pravi, med vožnjo je avto se ustavil. Tako. Aha, pa je lučka za akumulator je svetla predtem. Opozarjali, da se bo sprazno, ampak svetli ni pa nič drugega. Mislim, ta, za akumulator znak je svetlo verjetno, ne? Ne, a ste slišali, kjer je avto? Peugeot Jon. Se pravi, koliko časa vam je pa že opozarjalo, da bo zmanjkalo? Kao je kakšnih par minut. Par minut. V redu. Vas jaz na ta telefon pokličem, samo par minut mi dajte, da poiščem izvajalca. Hvala. Hvala lepa. Uživa. Traja tole. Se pravičujem, ker je malo trajalo, ampak sem malo se mogel preveriti, kako se v tem primeru lahko ravna, no? Glede na to, da pač je zmanjkalo, bomo rekla, pogonske energije, ne? Aha. Malo pri Peugeot asistenci že eno specifiko, se pravi, da tisto, za kar je v bistvu voznik sam odgovoren, se ne krije iz naslova Peugeot asistence. Okay. V praksi bi to pomenilo, da če jaz pošljem našega izvajalca, da vas zapelje do neke polnilne postaje, bi bilo potrebno to pokriti strošek. Kakšen je ta strošek? Jaz mislim, da nekje okrog 39 evrov bi moralo to priti. Mi imamo dva pavšala, bova temu rekla, ne? Ja. Se pravi, če vam bo gospod zaračunal pavšal do 20 km, ki jih on opravi, ne? Aha. Mora računati in polnim praznim kilometr, ki jih on dela, ne? Se pravi, do 20 km je 39 evrov, ne? Če imamo do 40 km je pa 56 evrov. Torej, govoriva vedno o avtovleki. Tako, mislim, v tem primeru, ko zmanjka pač energije, bo temu rekla, ne? Ja. To je tako kot, ne vem, bi vam zmanjkalo nafte ali pa benzina, ne? Aha. Pač je treba energijo spraviti nekako do vas, to lahko pač narediva v tem primeru samo na ta način, da vas sprava do polnilne postaje, ne? Ok, v redu. Ne, Gospoda obvestim, ali? ne, ni potrebe. Bomo se že sami znali, samo toliko, da vemo, kakšen je postopek. Ja, sej moram reči, da je tudi zame tole bilo prvič, zato je malce trajalo, se opravičujem, no? V redu je. Najlepša hvala. Prosim, Nasvidenje. Torej, bolje, da vam ne zmanjka, kako je rekel, pogonske energije. Tudi na to se bo potrebno navaditi, ja. Med polnjenjem doma sem porabil 13 kWh, kar je z nočno tarifo stalo kakšnih 60 centov. Za slabih 100 km zelo poceni, ker bi vam moral avto porabiti pol litra goriva na 100 km, da bi bil prevoz tako poceni. Seveda pa ne boste kar tako samo zaradi stroškov porabe upravičili visoke nabavne cene. Celo država, ki bi lahko spodbudila prodaja takšnih avtomobilov, se prav nič ne zgane. In ponuja 5000 evrov subvencije za fizične osebe. Vsi pa vemo, da so prvi in najbolj pomembni kupci takšnih avtomobilov podjetja in da bi morale biti subvencije namenjene tudi njim. Tako kot marsikaj v naši državi se bo očitno zelo počasi premikala tudi prodaja tovrstnih avtomobilov, sam Jon pa se premika presenetljivo hitro. Notranjost je za cenovni razred res cenena, pa tudi z osnovi se pozna, da ni zadnji krik tehnike. Vsaj varčne LED luči bi lahko imel, je pa po drugi strani veliko serijske opreme. To je drugi osebni Peugeot brez številke, kar le še dodatno priča, da je avtomobil res poseben. Sam se že zelo veselim novi generaciji takšnih avtomobilov in seveda pričakujem, da bodo cene pošteno padle. In ne boste verjeli, tudi sam sem pristaš glasnih bencinskih motorjev, ampak vožnja s tem avtomobilom je lahko svojevrsten užitek.